Danes se pogovarjamo z ekipo Second Sight, lanskoletnim zmagovalcem slovenskega Microsoftovega Imagine Cupa, ki so se na svetovnem prvenstvu v New Yorku uvrstili na 7. mesto. Tine, daj nam povej, kako se je začela vaša zgodba? Ja, v bistvu, vsi smo sošolci na magisterskem študiju računalništva in Luka in Blas sta že prej tekmovala na določenih tekmovanjih, delala sta prej skupaj, potem pa nekako smo na začetku šolskega leta smo rekli, da je šli na Imagine Cup. Potem smo takrat nekako imeli v ideji, mislim tako v glavi, da bomo nekaj delali na to temo. Pol pa smo poznali začeli brainstormati in ena izmed teh idej je bila to, da je delali za slepe. Torej, fora je v bistvu tem, da je vedno več na trgu pametnih mobilnih telefonov. In ti pametni mobilni telefoni imajo vgrajenih, poleg močnega procesorja, še tudi ogromno teh senzorjev in vgrajenih modulov, kot je recimo GPS, kamera, internet, giroskop in tako naprej. In ti telefoni so ful zmogljivi. In zakaj mi tega ne bi izkoristili in naredili neko aplikacijo za slepe, ki bi omogočila, da bi telefon sam zaznaval s pomočjo kamere pa GPS-a, kje se ta oseba nahaja, da bi pomagal slepemu, da ga vodi po mestu, da ga navigira, da recimo ena izmed aplikacij, ki tudi razvijamo, ki še bomo razvili, je v bistvu oddaljena pomoč, kjer lahko slep uporabnik vklopi našo aplikacijo za telefon oziroma tablico pred se in oddaja njegov video iz kamere njegovemu prijatelju, ki je doma ali pa v pisarni recimo, in s tem dobi nek dodaten value na telefonu. Druga stvar, ki pa še vedno več se uporabljajo tudi ploski zasloni, ki so občutljivi na dotik. Ti zasloni so za slepega popolnoma neuporabni, ker kak sploh slep človek ve, kateri gumb mora pritisniti. In to je ena izmed težav, ki smo jih mi si zadali, da bi jih rešili. Trije v ekipi smo delamo na razvoju. Trenutno je to predvsem Android development. To smo Blaž, Luka in jaz. Tine pa ureja vse ostalo povezano s podjetjem, se pravi dokumentacije, razpise, papirologijo, račune in ostale zabavne živali. Ja, naš primarni trg je predvsem angleški, zato so vse aplikacije tudi trenutno v angleščini. Imamo pa tudi v bistvu še v tej fazi tudi podprto slovenščino, zato ker je precej lažje testirati z našimi slepimi testerji tu, in ne vsi znajo glih angleško dobro. In kako dolgo časa ste v bistvu porabili, da ste potem razvili to aplikacijo med idejo in samo izvedbo tehnično? To je že kar Imagine Cup malo prisilje, ker mi smo rekli, da ne bomo šli razvijati ideje, dokler ne bomo vedeli, da smo vse med top 6. In potem je bilo dejansko med tistim izborom med top 6 in med finalno predstavitvijo je bilo mesec pa pol, 2 meseca, mogoče časa ni bilo dosti. In potem smo takrat ko nori programirali in dejansko nam je uspelo tisti neki prvi prototip meseca pa pol recimo sprogramirati, toliko da smo pokazali, kam bi ideja lahko šla. Tako da ste potem to dansko idejo čisto realizirali šele potem, ko ste zmagali, se uvrstili na svetovno prvenstvo, prišli nazaj in na koncu v bistvu zaživeli kot firma. Točno tako, v bistvu, potem smo med tem, ko smo bili tu zmagali v Sloveniji, pa med New Yorkom smo še 2-3 mesece programirali, da je vedno boljše bilo in potem tudi tam v New Yorku smo lahko lepo dali komisiji v roke in so oni se špirali s tem in bili kar navdušeni. Potem pa zdaj, v bistvu potem smo našli investitorja. Tukaj je pa tako, da smo nekako z začetkom leta smo začeli zares kot firma in od takrat smo rekli, ok, vemo, kaj približno je ok, ampak smo tisto, kaj je bilo lani sprogramirano, precej malo pouporabljali in smo z nule šli sprogramirati tako, kaj treba.